Pozdravljeni, moje ime je Damir. Prihajam iz zavoda Burja iz Rimskih Toplic. Skupaj v sodelovanju z našimi partnerji, to so Center za mlade iz Ruš, Studio B iz Nove Gradiške na Hrvaškem in pa Hrvaško kulturno-prosvetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta, izvajamo projekt, katerega del ste sedaj tudi vi, to je projekt Manjšinska mladinoteka. Smisel oziroma namen tega projekta je, da izboljšamo socialno vključenost različnih ranljivih družbenih skupin. Tu gre predvsem za etnične priseljence oziroma za potomce priseljencev, ki živijo v naštetih državah. Tu gre predvsem za mlade iz različnih ruralnih področij, za mlade, ki jih nekatere družbene razlike, kulturne razlike, socialne razlike, geografska oddaljenost ali tudi drugi faktorji omejujejo pri enakem dostopu do vsebin in do možnosti, kot jih imajo na primer njihovi vrstniki. Ravno s tem namenom smo se združili vsi partnerji, da bi predstavili neko metodologijo, da bi predstavili neke dobre prakse in pa izboljšali nekatere segmente izobraževanja na področju mladih. Spoznali boste predvsem to, da kulturne razlike bogatijo in da so kulturne razlike oziroma razlike dobre, da bogatijo našo družbo, da bogatijo naše druženje, da bogatijo svet, v katerem smo in da se lahko iz razlik veliko naučimo. V nadaljevanju tega video prispevka boste videli primer dobre prakse iz Celja. Gre za enega najboljših mladinskih centrov v Sloveniji, gre za Celjski mladinski center, s katerim Zavod Burja sodeluje tudi v drugih projektih. Želim si, da prisluhnete ne samo njihovim zgodbam, ampak tudi zgodbam ostalih organizacij, katere so se predstavile, da poslušate strokovnjake, da poslušate tudi mlade iz drugih držav. Želim vam, da se najdete tudi skozi te zgodbe. Želim vam, da tudi vi na podlagi teh zgodb začnete ustvarjati svoje lastne zgodbe in želim vam, da verjamete in da zaupate v to, kar imate v sebi in da bomo nekega dne lahko tudi mi slišali vaše dobre zgodbe. Sonja Majcen, Celjski mladinski center. Celjski mladinski center je javni zavod, ustanovljen s strani občine, katerega namen je z infrastrukturom, znanjem, z osebjem pomagati mladim pri uresničevanju idej. Kar pomeni, da je to nekak prostor svobodnih idej in druženja, da lahko vsak mlad človek ali mlad po srcu pride v ta prostor, varen prostor, ki nudi nekako podporo pri pridobivanju novih idej, znanj, krepitev kompetenc in sposobnosti. Celjski mladinski center je bil ustanovljen s strani občine, je javni zavod in kot javni zavod je vpet v vso družbeno dogajanje. Leta 2010 smo tudi nekako pridobili sredstva za izgradnjo mladinskega hotela, ki dejansko predstavlja neko podporno infrastrukturo mednarodnim dejavnostim mladinskega centra. Mladinski center Celje je kar močen na področju mednarodne mobilnosti, predvsem je aktiven v programih Erasmus Plusa, kjer omogoča izmenjave, usposabljanje, študijske obiske in pa prostovoljno delo. Potrebe mladih naših skupnosti prepoznamo na način, da smo vpeti v bistvu v vse izobraževalne institucije, ki so kakorkoli povezane z mladimi. Vsako leto izvajamo predstavitve na šolah, takrat tudi pridobivamo nekako povratno informacijo strani mladih, kaj si želijo od organizacije za mlade, skratka, kaj si želijo od Celjskega mladinskega centra. Izvajamo različne aktivnosti, mladi tudi nas sami poiščejo, kadar dobijo neko idejo, da bi radi karkoli organizirali, izvedli. Pri vsaki aktivnosti, ki izvajamo, želimo tudi imeti povratno informacijo, kako je bila ta aktivnost izvedena in pa ali je bila pač kakovostno izvedena, ali je dosegala cilje, ki si jih je mlada oseba zastavila pred samo idejo, pred samo izvedbo ideje. Na ta način dobimo dejansko konkretne povratne informacije o tem, kaj mladi potrebujejo v naši lokalni skupnosti. V bistvu imamo kar nekaj aktivnosti, ki omogočajo udejstvovanje tudi mladih z manj priložnostmi.
Skratka, to so mladi, ki imajo kakršnokoli težave pri bolj konkretnejšem vključevanju v aktivnosti. Skratka, so to mladi, ki se srečujejo z ovirami na področju težav z izobraževanjem, socialnimi ovirami, družbenimi razlikami, kulturnimi razlikami. Vse aktivnosti pri nam so narejene tako, da omogočajo čim večjo udeležbo vseh mladih, ne glede na to, kakšen je njihov background. Izvajamo različne aktivnosti, pri določeni podpori se pa povezujemo še z ostalimi organizacijami, ki delujejo izključno na področju socialnega vključevanja, predvsem z namenom, da omogočamo res čim širši krog mladih, ne glede na to, kakšno je njihovo ozadje, da se vključujejo v aktivnosti. Zagotovo je medsektorsko povezovanje na področju mladinskega polja nujno. Mladinsko polje je zelo razvejano na različna področja, stanovanjska politika, sociala, zaposlovanje, kultura, okolje in ni da ni. Podjetništvo, kar pomeni, da je zelo, zelo pomembno to medsektorsko povezovanje. Mladinski sektor kot tak, Celjski mladinski center kot tak, pri medsektorskem povezovanju predvsem je usmerjen v to, da mladim, ki prihajajo z različnimi interesi v naš mladinski center, najdemo konkretno strokovno mentorsko podporo tudi z organizacijami iz drugih sektorjev, naprimer povezujemo z inkubatorjem Savinjske regije na področju podjetništva, povezujemo se z Ljudsko univerzo Celje na področju socialnega vključevanja in vključevanja manjšin, povezujemo se tudi z gospodarsko obrtno zbornico na področju povezovanja in začetka svoje poslovne poti. Of this plane. He's obviously personified. Mladi se lahko v bistvu vključujejo ta prehod, skrajšajo ta prehod v odraslost, predvsem če so aktivno vključeni v različne aktivnosti v svojem lokalnem, nacionalnem, tudi mednarodnem okolju, z aktivno participacijo pridobivajo neka nova znanja, izkušnje, kompetence, tudi razvijajo neke odnose, ki jim omogoča kasnejši, konkurenčnejši položaj na trgu delovne sile. Zagotovo je v bistvu to neka najboljši način, da najdejo tudi ne samo zaposlitev, ampak da najdejo primerno zaposlitev glede na njihove interese. Definitivno je motivacija eno tisto vprašanje, ki se dejansko skozi zgodovino vsi preprašujemo, kaj je tisto, kar mlade zanima. Definitivno je potrebno povedati, kaj so tista trenutna zanimanja mladih. Na ta način lahko tudi ugotovimo, kakšna je njihova motivacija. Če jim damo neko odgovornost, če jim damo neko naloge, za katere so oni odgovorni, da niso izključno samo tisti, ki izvajajo neke aktivnosti, ampak da te aktivnosti oni sami ustvarjajo, sami razvijajo, jih izvedejo in na koncu tudi evalvirajo, jim daje neko njihovo samo priznanje, da pač so razvili neka znanja, kompetence, imajo neko odgovornost, s tem pa se tudi krepi motivacija za nadaljnje delo. Definitivno je aktivna participacija mladih ključ do konkurenčnejšega položaja na trgu delovne sile. Z aktivnim vključevanjem pridobivajo neka znanja, kompetence, neke nove izkušnje, tudi pletejo neke nove odnose, ki jim lahko nadalje na svoji poklicni poti v bistvu omogoča res, da najdejo hitrejšo zaposlitev in pa tudi primernejšo zaposlitev. Krepiti pobude mladih, več v bistvu orodij imamo za krepitev pobude mladih. Imamo različne programe, ki omogočajo dejansko tudi finančno podporo pri izvajanju in pa spodbujanju pobud. Je pa to v bistvu še vedno to, da pač mora lokalna skupnost prepoznati, da obstaja okolje za to, da pač lahko mladi izvajajo neke pobude, tudi samo, ne vem, na lokalnem nivoju, da se mladim da dejansko to možnost, da izvajajo ponude, uresničujejo svoje ideje in kako krepimo to, da pač vsako svojo pobudo dejansko tudi sami izvedejo, ne da izvedejo izključno pod nadzorom odrasle osebe, ampak da samostojno izvedejo lastne iniciative, kar jim omogoča pa tudi motivacijo za nadaljnje delo. Preko programa Erasmus Plus je del aktivnosti tudi namenjen dialogu z odločevalci, kar pomeni, da lahko mladi oblikujejo določene politike in na to ta program omogoča tudi ta stik z odločevalci, da lahko te pobude, ukrepe tudi predstavijo.
Mladim svetujem za čim večjo družbeno vpetost in pa čim boljše zaposlitvene priložnosti, to, da prepoznajo priložnosti, ki se jim nudijo tako na lokalnem, nacionalnem in pa mednarodnem okolju, da izkoristijo te priložnosti, ker to jim pomeni tudi nadaljnjo možnost za nadaljni poslovni razvoj in pa tudi osebnostno rast. Sem Matevž Podbreznik iz Celja. Delujem na kulturnem in športnem področju v Celju. Nekaj časa bil koordinator uličnega gledališča v Celju, ustanovitelj tudi prvega celjskega ansambla uličnega gledališča Sita Celica. Trenutno se bolj posvečam športu z delom v plezalnem klubu Beta. Po mojem mnenju je tehnologija pomemben člen v trenutnem življenju, po življenju vsakega. Je pa res, da je lahko dodatek tvojemu življenju, se pravi, da ti ga oplemeniti, ali pa v bistvu tudi breme, se pravi, tudi neka adikcija. Veliko je v samodisciplini, do kakšne mere dovoliš, da tehnologija kontrolira tvoje življenje oziroma ga ne. Sem Ema Štarkelj iz Celja in študiram splošno jezikoslovje in slovenistiko, sem pa aktivna tudi na likovnem področju in drugače se tudi zanimam za umetnost in glasbo. Meni se zdi, da glede svoje uporabe teh tehnologij, telefonov, računalnikov, lahko povem, da se že praktično temu ne moreš izogniti, že na faksu. Če nimaš Facebooka, ne dobiš nobenih informacij in je tako, da bi študiral leta 1950. In moraš imeti mail, moraš imeti Facebook, moraš imeti karkoli, če ne te ni na tej platformi. S čimer se do neke mere ne strinjam, se mi pa zdi, da recimo že del moje službe, recimo lektoriranje, poteka prek računalnika, del promocije projektov, česarkoli po Instagramu, po Facebooku. Ampak ja, se mi zdi, da je dost neizogibno v današnjih časih, da uporabljaš te tehnologije. Razvijati kritično mišljenje pri mladih, razvijanje nekih sposobnosti, da lahko prepoznavajo te lažne novice, je v bistvu dejansko trenutno trend na tem področju, da se razvijajo aktivnosti, kako v bistvu usposobiti mlade, da pridobijo ta znanja in kompetence, da lahko zaznavajo te, na primer, sovražni govor, da zaznavajo lažne novice. Mislim, da obstaja kar nekaj programov, predvsem Erasmus Plus je en tak program, ki omogoča razvoj različnih aktivnosti, ki jih lahko tudi mladi sami razvijajo, z namenom, da izvajajo aktivnosti, kjer mlade izobražujejo na področju prepoznavanja lažnih novic, na področju sovražnega govora. V bistvu projekt e-Vil, kot sem že rekla, šlo je za pobudo mladih, ki so izvedli mladinsko izmenjavo na področju prepoznavanja sovražnih besedil, spodbujanja strpnosti med mladih in pa preoblikovanja teh negativnih sovražnih besedil v pozitivna besedila. Mladim, ki so vključeni v ta projekt, želim sporočiti to, da informacije, ko jih prejmejo, da jih tudi sprocesirajo, da se odzovejo na njih, da vse priložnosti, ki se jim nudi v tem projektu, tudi izkoristijo, ker jim to na dolgi rok lahko bistveno vpliva na to, v kakšno smer bo njihovo življenje, tako v zasebnem, kot tudi v poslovnem svetu, v poslovnem delu, v katero smer se jim bo življenje zavrtelo. Dođite i posjetite nas u Celju, imamo puno stvari, puno događaja, tako da dođite da vidite šta se u Celju događa.